družbo smo odkljukali, graditev tudi in zdaj je imenu prostora še predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor gospod Aleš Prijon. Izvolite. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovana gospa ministrica, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, udeleženci simpozija. Ponovno oživitev simpozija Družba prostor graditev po več kot 10 letih je bila prijetna priložnost oživitve aktivnega sodelovanja med obema zbornicama, Zbornice za arhitekturo in prostor in Inženirske zbornice Slovenije. Veseli smo bili tudi, ko se je projektu pridružilo še Ministrstvo za okolje in prostor. Vsi skupaj verjetno predstavljamo institucionalni koncentrat stroke v naši družbi. Če dobro medsebojno sodelujemo, je to vsekakor dober obet prihodnosti za prostor kot tak in še posebej za inženirsko prakso v državi. Termin simpozija ni naključen. V tem trenutku se lahko ozremo nazaj na nekaj nedavnih prepričljivih uspehov, obenem pa tudi izpostavimo pričakovanja in strokovne zahteve za vnaprej. Sprejet je bil trojček prostorske zakonodaje, ki obeta bolj funkcionalen sistem umeščanja v prostor, predvsem iz upravnega vidika, pa tudi iz vidika same projektantske prakse. Zakon o arhitekturni inženirske dejavnosti predstavlja že sam po sebi priznanje stroke, saj je prvi zakon v državi namenjen zgolj inženirjem. Pričakujemo, da bo povečal tako odgovornosti kot pravice pooblaščenih inženirjev. Obenem pa zbornicama ponudijo dodatne vzvode za zaščito svojih članov, zaščito kvalitete grajenega prostora ter povečal tako težo stroke v družbenih odločevalskih procesih. Sprejeta je bila arhitekturna politika, ki je temeljni dokument države, v katerem opredeljuje svoj odnos do grajenega prostora, prihodnega razvoja ter vloge stroke v njem. Na deklarativni ravni je dokument seveda odličen, a kar je najpomembnejše, je tudi zavezujoč. Vsi resori, vsi dokumenti, vse politike, ki jih bo v prihodnje sprejela država, bodo morali biti skladni z njegovimi načeli. Obet je velik, pozitivne posledice, ki jih bo prinesel, pa so odvisne predvsem od nas samih. Od tega, koliko bomo na njegovih izhodiščih vztrajali, da v drugih politikah postanejo zaveze. In tretja stvar, na katero bi rad opozoril, je stanovanjska gradnja, pri kateri se lahko s ponosom zazremo na nekaj zadnjih let. Država je končno pokazala, da je sposobna tudi uresničiti svoje obljube. Tu gre pohvala tudi Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za prepričljiv obseg realizacij, predvsem pa za uvajanje novih doktrin v družbeno organizirano gradnjo. Posebej dragoceno je prepletanje družbenih skupin uporabnikov ter novi modeli financiranja, ki omogočijo širšo dostopnost družbeno organizirane gradnje državljanom. Država je s tem naredila točno to, kar se od nje pričakuje. To je, da gradnja stanovanj kot temeljna družbena potreba ni prepuščena zgolj trgu. Mimogrede smo s tem seveda zadovoljni tudi arhitekti, saj je politika države v povezavi z novim zakonom o javnem naročanju omogočila, da se stavbni fond gradi preko institucije arhitekturnih natečajev, kar omogoča bistveno boljše rešitve, tako v likovnem, prostorskem kot funkcionalnem smislu. In ravno v tem je družbena racionalnost. Čas simpozije je tako ob enem času obračunal za nazaj, kot tudi čas pogledov naprej. Je tudi čas menjave oblasti in volitev. Čeprav same menjave oblasti pri nas običajno ne prinesejo dramatičnih sprememb, pa so vseeno priložnost, da od ponudnikov na političnem trgu terjamo opredelitev do naših temeljnih strokovnih vprašanj. Izkušnje nas učijo, da se kakšna obljuba tudi uresniči, kot na primer obveza razpisa javnih natečajev v zakonu o javnem naročanju. Če zelo hitro priletimo, v katero smer ne gre država, je to zelo verjetno večja demokratičnost v razpolaganju s prostorom, zato se ne strinjamo s spreminjanjem parcialnih zakonov, ki protežirajo izbranega uporabnika nasproti ostalim, za katere veljajo splošna pravila. Pričakujemo tudi večjo funkcionalnost sistema dovoljevanja posegov v praksi, kar pomeni tudi kvalificirane in odgovorne uradnike. In seveda v splošnem, da prostor kot nepovratni resurs in osnova za prihodnost postane osrednja tema družbenega diskurza. Tudi današnji simpozij, okrogla miza in bodoči odzivi so priložnost, da naše stališče in doktrine zagovarjamo in populariziramo. V ustavljanju z odzivnostjo, strokovnostjo in odprtostjo do stroke pa smo sedanjo državo kar zadovoljni, za kar gre zasluga tudi kadrom na Ministrstvu za okolje in bi v tem priložnosti izrekel tudi zahvalo za preteklo sodelovanje. Zahvalil pa bi se tudi vsem vam, kolegicam in kolegom, članom obeh zbornic,
ki ste zaslužni za vse kvalitetne gradnje, ki smo jim lahko danes priča in ki ste tudi zagotovili razvoja stroke v prihodnje. Hvala lepa.